Saduceji so torej morali pred Jezusom utihniti in danes se na Jezusa, kot smo slišali, spravijo farizeji, da bi ga skušali, da bi poskusili najti pri tem, kar Jezus pove, nekaj, česar ga bodo lahko obtožili. In postavijo mu torej vprašanje, katera je največja zapoved. Izraelci so imeli 268 zapovedi in 365 prepovedi. Tako so jih našteli v Mojzesovi postavi in tega so se skušali držati. In presoditi, katera je največja zapoved, je pravzaprav ena velika preizkušnja. Nekomu reči, ti določi, ker vemo, da toliko kot je ljudi, je lahko tudi mnenj in je težko presoditi, težko vedno prav zadeti do te mere, da bi vsem ugodili. Ko gre za besedo zapoved, zna biti, da bomo imeli že pri tem en problem. Namreč, že ko gledamo v svojem vsakdanjem življenju, kako različno se lahko odzovemo na nekaj, kar mi doživimo, kot nekaj, kar nam nekdo želi morda vsiliti od zunaj. Nekaj, kar je morda v nasprotju z našo svobodno voljo, z našo svobodo. Po eni strani lahko se pogovarjamo o tem, kako doživljamo, prepoznavamo vsa ta navodila, morda tudi zapovedi in prepovedi v zvezi z varovanjem našega zdravja, zdaj v času epidemije. Lahko se pogovarjamo o tem, kako se to zgodi v družini, v odnosu starši in otroci, ko starš nekaj zapove ali pa nekaj prepove. Lahko se pogovarjamo o tem, kako se to dogaja v cerkvi, ko škof ali pa župnik nekaj prepove ali pa nekaj uveljavi. In v vsakem primeru jaz mislim, da lahko veliko razliko pomeni moja drža. Ali prepoznavam tega, ki mi zapoveduje ali pa prepoveduje, kot nekoga, ki mi želi dobro, ali pa nekoga, kot nekoga, ki mi želi slabo. In seveda, če ni zaupanja, potem se bom vsaki zapovedi, prepovedi, pa tudi navodilu upiral, bom iskal luknje, bom iskal, kako se temu izogniti, kako vsako tako pravilo prinesti okrog. Ker pač bom imel občutek, da je to napad na mojo svobodno voljo. In po drugi strani, če bom razumel, tudi če se ne bom strinjal z zapovedjo, ampak če bom razumel, da mi zapoved, prepoved, navodilo daje nekdo, ki ga skrbi zame, nekdo, ki mi je naklonjen, nekdo, ki dela meni v prid, potem se bom verjetno vsaj malo potrudil, da bi to navodilo izpolnil, da bi to zapoved ali pa prepoved tudi v resnici upošteval, morda celo ponotranjil in vzel za svojo. In se mi zdi, da ko gre za vprašanje zapovedi, največje zapovedi, smo morda tudi mi pred enakim izzivom. Kdo mi daje to zapoved? In sploh, ko gre za zapoved ljubezni, bi se lahko vprašali, ali je zapoved sploh mogoče zapovedati, ljubezen zapovedati. Ali je nekaj tako zastonjskega in brezpogojnega, kot je ljubezen, sploh mogoče uresničevati samo kot zapoved. Če je ne vzamem za svoje, če je ne ponotranjim, če je ne v resnici ne razumem kot nekaj, kar je pravzaprav zame in dobro. Ko se torej pogovarjamo o zapovedi, o največji zapovedi, zapovedi ljubezni, ljubezni do Boga in do bližnjega, pravi Jezus, da sta si enaki, je dobro imeti predvsem pred očmi to, da to zapoved daje Bog. Bog, ki je sam ljubezen. In da mi jo daje zato, ker je to zame dobro. Ljudje smo namreč ustvarjeni po Božji podobi in če je Bog ljubezen, smo tudi ljudje
v polnosti to, kar smo in kar naj bi bili, takrat, ko ljubimo. Zato je ta zapoved tako pomembna, zato pravi Jezus, da je to največja zapoved, od tistih zapovedi, ki jih je Bog dal Izraelcem, ki jih Bog daje po Svetem pismu tudi nam vsem. Zato je pomembno tega se spominjati, to zavest vedno tudi ohranjati. Bog me vabi, da postajam njemu podoben, preko izpolnjevanja teh zapovedi. Zato ne gre samo za to, da bi to zapoved izpolnjeval navzven, z nekimi dobrimi deli, z nekim prijaznim govorjenjem, prijaznim obnašanjem, ampak gre za to, da bi v resnici najprej izkusil, prepoznal, kako Bog mene ljubi. Zato je pomembno, da je Bog na prvem mestu v mojem življenju. Da iz stika, iz življenja z njim prepoznavam, kaj je to pravzaprav ljubezen, kaj pomeni ljubiti, kaj pomeni biti za nekoga zastonjsko, kaj pomeni nekoga brezpogojno nositi v svojem srcu in mu želeti dobro. Brez trohice zavisti, brez trohice škodoželjnosti. Tak je odnos Boga do nas in k temu smo tudi mi poklicani. Ne samo do ljudi, ki jih imamo radi, do ljudi, ki so do nas prijazni, ampak do vsakega brata in sestre. Morda še posebej do vseh tistih, ki so morda do nas neprijazni, ki jih je morda težko ljubiti, do katerih je morda težko pristopiti, ki jim je težko odpustiti. Ljubezen je tista, ki nas pripelje blizu in ki nas odpre, da lahko drugega v resnici spoznamo. Samo ljubezen je tista prava luč, ki nam nekoga kaže takega, kot ga vidi Bog, ki ga pozna do konca. Ljubezen je tista prava luč, ki nam torej pomaga, da nekoga spoznamo, ampak hkrati, bolj kot nekoga spoznamo, lažje ga tudi ljubimo. In ko Jezus pravi, da sta te dve zapovedi, do Boga in do bližnjega, enako vredni, nas to spomni, da je pravzaprav v tem odnosu mi v resnici spoznavamo šele in uresničujemo, kdo smo. V odnosu do Boga smo sinovi in hčere, smo otroci, in v odnosu do svojih bližnjih smo bratje in sestre. To je resnica o nas, k temu smo poklicani, da bi to uresničevali, da bi to izpolnjevali vsak dan znova. Pa ne zato, ker je to zapoved, ampak zato, ker je v tem tudi naša sreča, ker je v tem naše zadovoljstvo. Da bi se lahko vsak dan znova izogibali skušnjavi sodbe drugih, presojenja drugih, zavisti, škodoželjnosti, sovraštva, jeze, ampak da bi lahko v moči Svetega Duha drugega vedno znova prepoznavali kot mojega brata, kot mojo sestro, kot Božjega sina, kot Božjo hči, kot Božjega otroka, da bi na ta način vsak dan znova v našem življenju, v naših odnosih raslo Božje kraljestvo.